1, 2 in 2, to je to. Ja, jaz slišim vse. Ti slišiš vse. Zdaj bo Ciril vprašal, a si ti že stisnil? Jaz sem. Zdaj sem stisnil. Ja, dobro, pa jaz predstavil gosta, Če že ni Jureta, ne? če že ni Jureta. Ja, zdaj tako, naš gost, mislim, v Brlog je prišel Damjan Merlak. Damjan, jaz pa Saša so se prepogovarjala tako, kaj je on sploh, kaj je veš? Jaz te vidim, kot da si ti ene vrste poslovnež, ki je razpršil na neki točki svoje znanje na zelo veliko, bom rekel, enih segmentov, pa na zelo veliko področji, ker se mi zdi zakon, se bomo počasi prišli do vsega. No. Pa pač seveda se je od ene točke naprej, vemo zakaj je začelo tebi kar naenkrat blazno govoriti pa to, ampak se mi zdi, da o tem so že vsi govorili precej, pa se mogoče tudi mi lahko dotaknemo. Naju zanima, ker jaz pa tega res ne vem, odkot sploh si, pa kdaj so te zagrabili, bom rekel, digitalne tehnologije, pa na kakšen način? A so bili to kompi, a si bil gamer, ali nisi bil nič od tega, ali kaj je zdaj? Mislim, odhod sem iz Kranja, to je v Sloveniji, na Gorenskem. Star sem, 86, koliko sem zdaj, 36, ne? Ja. Spah ne vem, koliko sem star. Rodil sem se 86 v Kranju, to je zelo taka zdaj uradna predstavitev. Študiral sem 2 leti na FRIU v Ljubljani, za računalništvo. A to pomeni, da si rekel 2 leti, a si dokončal? Ali? Ne, itak da ne. Vzporedno sem začel delati kot programer, ker res sem znal programirati že od prej. V osnovni šoli sem začel programirati. A to je podatek. Ampak čakaj, programirati, to so kjeri računalniki, pa kaj programirati? Daj gremo tok nazaj. A veš, jaz se spomnim svojih začetkov, pa so bile 386, pa DOS, pa CD2 piče, pa 186. Ja, to je bilo. So to te cajti? Ta stil, te cajti, ja. Okay. Konkretno v osnovni šoli smo začeli v bistvu učiti se, to so se še na faksu dolg časa učili, v Pascalu. Okay. Jaz ne vem, kako je to. Ja, nobeno, noben ni iz tega sveta. Dobro, tisti, ki so, pa še malo bolj nazaj bodo vedeli. In mi smo imeli v osnovni šoli, je nekdo organiziral krožek iz Pascala, iz programiranja in nekaj se nas je prijavili in smo začeli hoditi na ta krožek in tako nekako smo določeni padali, 2 smo padli, ostali so nehali hoditi. Ker veš, kako je to, otroci si predstavljajo, da ti greš programirati in boš programiral svojo igrico. Takoj. Zato ljudje začnejo s programiranjem. Sem ljudje, otroci. In pol, ko ugotovijo, da to v bistvu ni tako, da boš 1 leto se učil za to, da boš, ne vem, sprogramiral nek simpel kalkulator, ki ti nekaj sešteje, odšteje, ali pa nariše eno piramido, ali pa nek vzorec na ekran, pol nehajo hoditi. Hujši osip, pri Navy Seals v vojski. Sam, kje si ti videl pol ta cilj, da te gnali naprej? Ja, mene je bilo pa zanimivo, samo programiranje mi je bilo zanimivo. Nisem imel nekega cilja, zdaj bom jaz programiral za to, da bom. Sej mogoče na začetku, ne vem, ne spomnim se, če sem na začetku razmišljal. Verjetno sem, ker itak tudi jaz nisem vedel, preden sem začel tja hoditi, kako to izgleda. Ampak pol, ko sem enkrat tja hodil, sem padel not in mi je bilo to cool, ne vem. Ja, to je v bistvu zelo tipično za marsikoga, ki je na marsikakšnem področju uspe, mislim, da je to skoraj logično, da te zagrabi tist, pa te pele naprej, ki te res zanima in ne rabiš nič blefirati in pa tudi po tem ključu prideš do različnih stvari, ki jih znaš izkoristiti v svoje prid. A pa se ti je zdelo, da si takrat tako že malo štrlel iz družbe na ta način, da so te stvari zanimale malo bolj kot vse ostale, če si rekel, da sta samo 2 šla na to? Takrat po mojem, da še ne. Še ne. Ampak pa kmalu pa sem začel, ja. Tako, težko je reči zdaj, a veš, za nekoga, ki je bil v osnovni šoli, a si štrlel iz družbe ali nisi. Vsak, ne vem. Ker, a veš, recimo, ko smo imeli umekat, je rekel, da, pa tako dosti generično je rekel, da vsi imajo ta nek drive, ko se zjutraj zbudiš, pa ta passion, da te žene naprej, pa to. Pa ne vem, če je stari. Mi dva sem imela ta pomislek, a pa si ti imel to, a veš, vse to neko iskrco, da rečeš, jaz bom že v štartu uspešen, men bo rad, ali tako, ali je to ena taka dolga pot? Kaj takrat se mogoče še niti zavedati. Na kateri točki? Na začetni, točno na začetni. Ne, mislim na začetni ne.
Na začetni pač sploh to govorimo o osnovni šoli, ne razmišljaš, ne vem, zdaj Nisi bil astronaut. o nekem cilju. Kaj je astronaut? Ja, a veš, ko vsi gledajo v vesolje, reče, Sanjač. jaz bom astronaut. Ja. Ne? Kaj je bil tvoj cilj? Nisem imel cilja v tem pogledu, da bom. Vesolje konkretno mi je bil zanimiv. Ja, že kot veš. da si uvedel astronaute. Ampak A boš vesoljski nisem začel turist? programirati za to. Nisem, Ja. Niti ne vem, če je tukaj neka direktna povezava med programiranjem in vesoljem. Ampak Kje si pa dobil? Veš, kaj me zanima? Jaz sem letnik 81 in zame je bila ključna stvar pri informiranju, kaj vse se dogaja, valjda, revije najprej, pa po spletne strani, ampak recimo jaz sem full hodil na avtomobilske forume. Ne? Si predstavljam, da si ti neke ključne informacije, pa zanimive stvari, s katerimi si pa začel graditi to znanje, pa pol uspeh naprej. Kam si hodil po informacije? Kje si ti, recimo, sploh dobil? Veš, kdaj si ti slišal prvič za, nam rekel zdaj Bitcoin, ampak kdaj si slišal za karkoli, kar te je pol usmeril v to zgodbo? Zdaj si omenil konkretno Bitcoin, se pravi. Ja. A veš, kaj je več faz. Eno je zdaj, Saj ko smo vem. govorili, osnovna šola, začetek programiranja, zdaj to je dolga leta naprej. Ajde, gremo zdaj malo Bitcoin, naprej, ja, gremo ampak- v srednjo šolo. V srednji šoli sem jaz v bistvu delal spletne strani. Tako. Sem po šoli popoldne, ker jaz sem zadnji denar od staršev, sem tako, kot neko žepnino sem dobil v osnovni šoli, potem nisem dobil več ničesar. V šoli imaš malco, to itak je tam in to je to, kar imaš. Tako da jaz sem znal programirati in sem začel za neko firmo iz Ljubljane, sem se prijavil in sem takrat zaslužil tako, ne vem, $1000 na uro. To so bili še tolarji. Ja. To je bilo veliko denarja, a ne, če se spomniš tolarjev. valjda. Ej, a se To spomniš? danes ni, to je danes €4 na uro, ampak Ja. Ne, to je bilo včasih To je druga zgodba. ekvivalentno danes, ne vem, 15-20. ja, sigurno. Ja. A ne. Ampak jaz sem to delal po šoli nekaj ur, oziroma ne vem, recimo uro, dve na dan, ali pa sem to skoncentriral 5 ur na določen dan. In sem imel dovolj, da sem si kupil stvari. Ne, Ja, da si živel. ja. Mislim, se preživel bi isto, ampak Ja. ne bi bilo isto. No. Ja. Ja, no, veš kaj, pa verjetno ti da tudi malo občutka samostojnosti, pa malo poguma ti to da, ne? Ker rečeš, fakt, zdaj sem se tlele nekaj spravil narediti, pa sem nekaj v žep dal, pa Ja. to ni bilo malo v tistem trenutku. Ja. Mislim, ključnega pomena je to, da meni noben ni nič dal in sem se mogel nekako pobrigati zase, in nekaj, kar danes to redko vidimo. No. Jaz vidim, recimo, konkretno zato, ker imam hotele in ker je to povezano z gostinstvom. Bistvena razlika je recimo študentsko delo. Koliko ljudi sploh išče študentsko delo, koliko ljudi pripravljenih dela danes v primerjavi z 10 let nazaj, to je noč in dan. Pač. A res? Mislim, vsi vemo, da je trg delovne sile, ali so to zdaj študenti ali ostalo, da je težko dobiti danes ljudi, ki so pripravljeni delati. Zdaj marsikdo bo rekel, ja, z takimi pogoji, pa tako plača, ampak za določena dela, tam, kjer ne rabiš nič znati, so bili pogoji plača vedno nizki. Ne. Niso sam danes nizki. Ok, pa gremo zdaj mogoče na to temo. Zdaj sem, ja. Ne, Jaz vse v redu. Jaz bi še eno vprašanje. Ajde, dej. Ne, veš, kaj mi je bilo ful fajn, ker si rekel, da si delal spletne strani. A se spomniš tako 2 ali pa 3 spletne strani, ki si jih že 100 let nazaj naredil? Tako uno. A pa da so še žive. mogoče. En mizar iz tam nekje, iz Naklega ali pa kaj. Ne bi vedel. No. Zdaj, tudi če bi vedel, ne bi zdaj, po mojem, izpostavil. Šel bi jih zdaj iskati. Mizarstvo. Moje ne pika, obstaja več, že umrl. ali? Pa ne zaradi tvoje strani. Ne. Brez prstov je ostal. On je rekel, to naš ne de. Ne more več tipkati. Krožna žaga je kriva, ne njegova spletna stran. Ja. Fakt, stari. Ok, pa da gremo na bitcoine zdaj. Ja, v bistvu, Kdaj se zgodijo te zašli smo bitcoini? Kdaj se zgodijo? 2011. To je srednja. Mislim, pri meni osebno 2011. A to še srednja šola? Ne, to 2011. Tok mlad pa ni. A je 86. 6 računaj. Ej, kje si slišal prvič sploh za bitcoin? Oziroma, kje si porabil? Povedal mi je kolega. Kolega mi je povedal, ker smo delali skupaj. Aha. Jaz sem pač delal kot programer v raznih firmah potem. In kolega mi je omenil Bitcoin, poslal mi je link, jaz sem to pogledal, nisem neki. Zdel se mi je malo tako, no, za lase privlečen. Neka valuta, neka hipi scena se mi je zdel tako, pač mi bomo zdaj spremenili svet, ne vem kaj. In si zaprl. Ja, in sem zaprl. Ja. Pa sem pa nekaj mesecev kasneje, sem pa nekje prebral članek, da je ne vem, Bitcoin zrastel iz $2 na $6. Ne vem, pač neka taka, ne spomnim se točno cifre, ampak neke te cifre so bile, single digit cifre so bile. Ko zdaj si folk žile reže. In pa sem tako rekel,
Jaz sem že takrat trgoval delnice pa take stvari, ampak tako zelo za hobi, 1000 evri se pač to igraš. Mislim, to je bilo vse, kar sem takrat imel, ampak s tem sem se igral, če danes za nazaj gledaš. In sem rekel, wow, to je ful dobro že zaradi same volatilnosti. Če gre ena stvar iz 2 na 6, ti lahko že sam s trgovanjem narediš več 100%. Z nekim, kupaš, prodaš, riziko iz 2 je, da gre na nič. Če gre iz 2 na 6, je bistveno ustrajen profitabilnosti so tvoje opcije obrnjene. Tako da zaradi tega mi je postalo zanimivo. Pa sem pa to začel raziskovati, pa sem začel brati, pa mi pa tudi zaradi drugih stvari postalo zanimivo. Tako kot, ta misterioznost. Kot sam koncept, ker takrat 2008 se je itak začel ta money printing, Evropa, Amerika, vsi so začeli printati denar in takrat je bilo 2011, to je bilo še vse zelo sveže po tej finančni krizi in vsem je bilo logično, da vsaka neka alternativa bo cool, ne? Zanimivo. Mislim, veš kaj je meni zanimivo, ker to poslušam, pa slišam, kaj je bil njegov trigger, za to, da je šel v to. Jaz ti pa povem, kdaj sem jaz Bitcoin spoznal, ne? Pa je ful bizarna zadeva, pa ne vem, kje si ti v tej točki, najbrž si že orang trgoval z Bitcoini, ampak jaz živim na Lavrici, fucking Lavrica. In mi smo na Lavrici dobili Bitcoin bankomat. Kaj? Ampak to je tako, pač v neki trgovini, ne vem, kaj bi takrat Špar, Mercator, dolg nazaj. Se je takrat je bil Bitcoin nekih 60 evrov. Kdaj je bilo to? Možno. Mislim, to je bilo že kar nekaj let nazaj. No, in se je pojavil bankomat na Lavrici v Šparu. Da nekaj stari. In jaz sem vsak dan hodil mimo tistega bankomata. In meni je bilo tudi totalno misteriozna zadeva, kaj dela ta bankomat in kaj dobiš ven. In jaz, ko sem zvedel, da dobiš ven listek s številkami, mene to ni mikal. Štekaš. Če bi jaz dobil ven neki opremljivega. En kovanc. Železo. Točno to. Jaz bi jih danes imel, ne rečem, da bi imel ne vem koliko velik, Ene 5 bi jih pa imel. Par bi jih pa imel, nekje bi bili spravljeni, ampak ker bi dobil ven listek, številkami, meni to ni bilo zanimivo. In a veš, vsak ima nek svoj trigger, mene pač takrat ni prepričal zaradi tega listka, ne? Pa pri teh, jaz moram najprej priznati, jaz sem tukaj zelo, bom rekel, digitalno v tem smislu zelo nepismen, meni to ni domač teren, toliko malo že vem, pa sem pa kaj malo preberem, pa jaz sem grede pa za Bitcoin slišal pa na Joe Roganu, ne vem, 2013, 2014, vse. Takrat je bil pa, ne vem, je bil pa 3000 evrov ali pa 4000 evrov, vse. Verjetno sem malo kiksno, ampak je bilo še nekaj, ki bi rekel, lahko takrat... To kasneje slišal, ne, 13-14. Ampak te začetki so polni nekih takih... No, se nima veze, jaz vem, da praznuješ 22. maja. Kaj? Okay, najbrž ne praznuješ. Kaj, pica? Ja. Okay. No, to sem uganil, nisem vedel, da je datum, ampak sem predvedeval, na kaj ciljaš. 22. maja se praznuje pica Bitcoin Day, a ne? A sem prav povedal? Ja. A res? Kaj? Jaz ne vem. V teh krogih je to en tak dan, ko je en model, iz kje že nek Čeh ali neki tazga Slovak, neki tazga Mađar, ne vem, nekje je kupil prvo pico z Bitcoini, ne? Ampak tip je želel sam sprovesti transakcijo, pač ga je zanimalo, kako to zadeva, kako izgleda, ne? In je kupil pico, na koncu mislim, da je ponudil nekih 10,000 bitcoinov za pico. In mislim, da je celo sprovedel to transakcijo, ne? In to je v bistvu do danes najdražja pica na svetu, ne? Bi rekel, ja. In se praznuje Bitcoin pica. Praznuje Bitcoin pica. Danes ta pica, koliko je vredna, ne vem. Ja, mislim, ampak takrat je bil Bitcoin toliko vreden, da je pač to bil vreden, ampak hecam, no. Taka mala anekdota, no. Zato sem to vprašal. Kaj sem hotel reči? Pa veš kaj, to sem hotel zaštartati, ja. Da je veliko ljudi videl priložnost v tem, da si lahko sam denar delal v navednicah, da si se šel mining, ne? Ti si to isto delal. Jaz sem to začel. Ja, mal sem se pozanimal, pa si videl priložnost, pa si tako tudi najdel svojega poslovnega partnerja. Ja, jaz sem v bistvu z miningom začel potem to, kar sem rekel, ker sem začel raziskovati, pa sem mi zadela tudi druge stvari cool, v tem glede Bitcoina. In pol sem imel dve opcije, ali da investiram v Bitcoin, oziroma da svoje prihranke dam v Bitcoin takrat, ali pa grem v mining. In sem rekel, bom začel minati in pa sem si sestavil tako pač mining mašino. Takrat sem mining delal še z grafičnimi karticami, to se danes več ne dela. Se pravi, ena mašina, ena grafična in... Dve grafične sem imel, ja. Ena mašina, dve grafične. V klet. Imel sem samo tako matično na polici. Ja.
Zblezu hiša, ker v hiši pač dodaten strošek, če ga ne rabiš. Ne. Sam matično, noter grafične. In se imam še vedno doma, mislim, doma. Imaš to mašino? Razstavljeno imam tako v stekleni omari. Hudo. Ej, a veš, kaj me pa zanima? Sem slišal že veliko miningov, ampak kva to konkretno pomeni? Da imaš ti recimo doma mašino, imaš 2 grafični in ti majnaš. Zdaj, kaj je vtisnut? Vem, jaz niti me ne zanima, nočem mi to, ampak kaj je takrat to pomenilo zate? V smislu, koliko časa si rabil, da si nekaj predelal? Konkretno, če imamo spomin, mislim, sej lahko ljudje preverijo moj Twitter, pa če grejo res nazaj, sem takrat tistega leta, 13, še na postal še sliko tega minerja, pa mislim, da sem še napisal po enem letu, koliko sem naredil. Mislim, da sem naredil 4000 bitcoinov v enem letu. Ne. Na miner. Ampak jaz sem to prodal, nimam teh bitcoinov še danes. No, ampak hočeš reči, da se je s tako mašino to takrat dal? Ja. Sam bitcoin je bil par $. Ja, Štrom je bil pa koliko pol doma? To mora biti pa ni, z eno mašino spet ni, ne? Ja. Mislim, sem plačal razliko med to, kar je bilo prej položnica in kar je bilo potem. Ampak, mislim, je bilo, zdaj naš dom je imel prej položnico, ne vem, veš, pač nek normalen dom ima 50, ne vem, koliko evrov elektrike. Pa je bilo pa, ne vem, par 100 evrov elektrike. Ja. Se rekel, trust me on this one. Ja. Sine, njega sred. Ne, sej sem mogel plačati. Ni to. Ampak sem povedal vnaprej, kaj se dogaja, da ne bo kaos. Kako so pa doma to razumeli? A veš, mislim... Ja, niso, ampak pač nekaj delaš. Ne vem. Ja. A pa si šel kdaj pogledati? Nekaj delaš v kleti. Nekaj se kuha. A si šel kdaj pogledati današnje te rudnike bitcoinov? Ne, živo nisi. Mislim, ne interesira me toliko. Jaz sem tudi takrat, ko sem začel, vse bi bilo isto, če bi bitcoine kupil. Če bi, ne vem, s tem denarjem, ki sem ga dal za mining upremo takrat, pa če bi enostavno to dal v bitcoin, bi bilo isto. Sam sej za nazaj, a ne. Ja. Za nazaj je lahko gledati, takrat se moraš za nekaj odločiti, ali bom to. Zdaj smo vsi generali za nazaj. Ja, tudi tisti, ki nismo bili na bojišču sploh. A pa je danes rudarjenje sploh še zanimivo ob teh cenah elektrike in vsega? Odvisno od cene bitcoina. Zdaj, ko gre bitcoin dol, je to problematično. Ja. In problem je to, ker ti, ko kupiš mining mašino, opremo, ne vem, investiraš ogromno denarja v to, ti ne veš, kakšna bo cena, ti v bistvu potrebuješ, ne vem, nekaj let, da se ti to povrne, govorim na pamet, ne vem, kakšna je trenutno računica za te stvari, ampak vse to moraš ti predpostavljati na neki ceni bitcoina, ki ne veš, kakšna bo. In zdaj, če cena pade za 50%, se te podvoji doba, ko bo ta investicija povrnjena. In gledano za nazaj, nikoli se ni bolj splačalo v bistvu majnati, kot pa sem pač kupiti bitcoina. Ja, razumem. Isto je, na koncu je isto. Samo nimaš dela, če kupiš. Se to, v neki fazi si ti dojel, v bistvu, da si šel iz rudarjenja v trgovanje, v bistvu prav zaradi tega. Ja, mislim, ne, jaz z rudarjenja nisem nikoli šel v trgovanje. Jaz sem v bistvu zaradi rudarjenja sem spoznal kolega, ki smo potem... Nejca Kodriča, s katerim smo potem naredila Bitstamp. Tako da jaz sem šel iz rudarjenja v bistvu na Bitstamp, nisem trgoval. Jaz sem eno konkretno vprašanje glede tega, pa zdaj tako, ti si bil opremljen torej s predznanjem, ki ti je omogočil, da si naredil Bitstamp. A je bilo to nekaj, kar, veš, koliko je bil to zahteven projekt? Ja, jaz sem programiral Bitstamp, ja. Koliko je bil to zahtevno zate za narediti? Mislim, na začetku ne, ampak potem, ko je pa stvar začne rasti, je pa problem, ker pa, veš, ko ti narediš nek tak sistem, pa sploh na začetku, ko si star 25, vsi narediš, pa daš na internet. A veš? Ja. Pol pa pride 1000 strank, pa pride 2000 strank, pa začnejo nek denar nakazovati, pa je to še obvladljivo. Pa pride 10 000 strank, pa pride 100 000 strank, potem pa že server več ne dela, vse začne dol padati, pa to rešuješ v bistvu. Vsak dan, 24 ur na dan rešuješ en problem, rešiš, postane drug problem, tretji problem, ni konca. Ne. In od ustanovitve Bitstampa pa do prodaje, koliko je trajalo, da si ti rekel, zdaj pa čas, da se z tega losam, zato ker je priložnost dobra? Ja, prodali smo 2018, konec 2018. Kdaj pa si naredil, oziroma kdaj pa je bil live? Zdaj je bilo 10 let, lansko leto mislim. Da. Aha, sprav dobrih 5 let je živo pa delo, pa si se pa odločil, da je... 2008, ja, recimo.
Pa si ti Ne, mislim, da je bilo več. Dobrih 5 let. Ja. pa si ti ribaril bom rekel, za dobrim poslom, v smislu si ga želel prodati, ali si je nekdo najdel pa rekel, posluš, zdaj je tole en dober deal. Mislim, bili so interesenti. Vedno se interesenti pojavljajo takrat, ko Bitcoin raste. Takrat, ko Bitcoin pade, pa takrat, ko je mrtvilo, recimo tako, kot je trenutno stanje, nihče ne želi kupiti ničesar. In ti moraš tisti čas moraš izkoristiti. Ti imaš 2 leti nekega bull marketa in takrat dumpiti. Boš prodati. Ja. Ker potem ne boš mogel. Naslednji 3 leta boš tam sedel, delal izgubo in depresija. Ja. Tako da jaz sem ful forsiral to, da se firma proda. Jaz mislim, da drugače se verjetno ne bi, ker jaz sem bil glavni v bistvu pobudnik tega, da imamo prodati, ker jaz sem hotel ven. Mislim, tako kot delaš, jaz sem hotel delaš spremeniti v cash in potem s tem cashom početi. Pa zakaj? Zaradi tega, ker si enostavno tisti trenutek čutil, da je ta prava priložnost, ali zato, ker se ti ni dal več, pač, kot si sam rekel, so to dnevno krizni sestanki reševanja pač problemov. A si hotel ven zaradi tega, ali si hotel ven zaradi tega, ker je prava priložnost? Ali si hotel ven? Jaz sem iz Bitstampa aktivno nehal v bistvu. Jaz sem bil tehnični direktor, jaz sem stvar naredil, jaz sem stvar postavil, tehnično gledano in sem bil tudi tehnični direktor. In potem sem že, mislim, da 2 leti pred tem sem jaz odstopil od te funkcije. Nekako sem najdel nekoga, ki je bila zelo dobra zamenjava zame oziroma pač primeren za to funkcijo, tako da je stvar zelo smooth šla naprej. Ta tranzicija se je zgodila in ni bilo nobenih problemov in jaz sem bil potem samo še nekak pasivni lastnik, mislim, solastnik, tretjinski lastnik te firme. In kot pasivni lastnik ne moreš vplivati na nič, noben te v bistvu, mislim, sejte, lahko si na teh board meetingih, lahko glasuješ, lahko daješ svoje mnenje, lahko poveš, kar hočeš, ampak nihče te ne rabi upoštevati za 1/3. 1/3 nimaš kontrole nad firmo. Ja. In bolje imeti, ne vem, 100 milijonov na banki, kot pa 1/3 Bitstampa. Ja, se strinjam. Mislim, da je dosti logično. Kaj pa ti veš? I can relate. Ne, a si ti, kjer je bil trenutek, ko si ti prodal, pa si rekel, ok, zdaj bom pa nekaj denarja, zdaj pa bi jaz se šel pa, ne vem, bi šel pa še mal turizem pošlatati, a si se že prej snemal? Zdaj bom pa jaz tebe malo ustavil. Ja, ker imam še jaz eno vprašanje tle, glede Bitstampa. Vemo, da se je vmes da je 2015 zgodila ena stvar, en hekerski udor. Daj me malo zapelj čez to. Mislim, tako, ne rabiš iti v podrobnosti točno, kaj se je zgodilo, ampak mogoče čist tvoj oseben, pač mogoče tudi malo čustven pogled na to, kako te je to zdrmalo. Mislim, ja, to je bilo kar tako stresno, ampak dobro, zdaj za nazaj vseeno. Ja. Ampak takrat pa ni bilo vseeno, ker mi smo takrat dobili, zdaj ne vem, sploh ne vem več teh številk, ne vem, koliko je sploh bilo ukradenih sredstev. 19,000. Bitcoinov pri ceni in ne vemo, kakšna cena je bila. Ja, ok. Ampak ok, ta cifra, ki je bila ukradena, je v bistvu mi smo predtem dobili investicijo in potem smo v bistvu zgubili toliko bitcoinov, da smo to investicijo samo dali, da smo pokrili luknjo. In pa so bili spet na istem. Tretjino Bitstampa smo dali in smo bili na istem, kot smo bili pred investicijo. Pa je bil to tisti trenutek edini izhod iz tega. Mislim, tako, kako izgleda ta krizni sestanek? Daj me zapelči. Ne, edini izhod je, mislim... A sploh lahko kaj narediš, ko zgubiš te bitcoine? Pa če enostavno ti rečeš konce. Ne, moraš nič. Še danes se tem bitcoinom lahko sledi in tudi se, ampak zdaj ali to kdaj... Je pa težko potrošiti te bitcoine, ker povsod te lahko ujamejo zdaj s temi ukradenimi bitcoini. Ni jih kar tako enostavno zdaj zamenjati. Aha, ok. Sej ne vem, kaj se s tem dogaja, ker res to pač, ampak ok. Je za tabo, ne? Ljudje to še vedno sledijo, temu. Je pa to nekaj, kar si ti pustil za sabo in... Ja, zdaj, takrat to je bilo tako stresno, zdaj mi smo bili mlada firma, kolektiv, delaš, v bistvu si tako poln zagona in potem nekaj tazga pride in si tako,
bolj da sploh ne bi počel, to brez veze. Zdaj smo zdaj smo delali za nič zadnjih 3 leta. Ampak sej pa se to reš, pa na koncu se je dobro išlo. Mi smo to pokrili z lastnimi sredstvi, tako kot sem rekel. In na koncu se je firma prodala, tako da na koncu vse super. All good, ja. Kaj že vprašal? Ne, samo zanima me to, zakaj je tako, zdaj sem že kaj Jure, jaz bi rad nekaj vprašal. V kateri točki si se odločil, da boš razpršil svoje znanje pa denar tudi v turizem? Ker se mi zdi, kaj se mi najprej full fine zdi, da se mi zdi, da zelo redko slišim kritike na to, ker Slovenci se zelo radi poserjajo po kakšnih svakojakih projektih, ampak tukaj projekti z bohinjskimi hoteli in tako naprej so bili pa deležni, se mi zdi, da večinoma pohvale, zato da denar ostane pri nas, pa da se začnejo ene stvari popravljati, ne samo na novo razvijati. A veš, kako je pa ti zdan zgledal? A si ti to mariniral, to idejo dolg časa? A veš, kako je to zgledalo? Ne, to je, jaz sem kupil eno apartmajsko hišo v Bohinju 2014, 15, ne vem, takrat enkrat. In potem je nekako prišlo, ne vem, do tega, itak ta apartmajska hiša je tam malo naprej od Zlatoroga, od tiste ruševine, bivše, zdaj je ni več, smo odstranili. Tako da tam se itak voziš vsak dan mimo, če si lastnik ene hiše in itak, mislim, sej poznam to že odprej. Ne vem, nekako mi je prišlo hočem reči, nisem jaz nikoli odločil, da bom šel v turizem. Ampak jaz sem imel to apartmajsko hišo in nekako mi je prišlo na uho, da bi lastniki to verjetno prodali oziroma da je to na prodaj. In sem se jaz nekako javil, da sem zainteresiran. Smo se dobili, v bistvu kontakte izmenjali, smo se dobili in potem je v bistvu prišla beseda, da imajo oni več teh hotelov, tem okrog jezera. In da bi oni vse prodali. Načeloma, da so zainteresirani vse prodati. Ampak potem, ko so nekako izrazili to namero, da bi oni vse prodali, smo se začeli mi pogovarjati v celem paketu, ker cel paket je za posamezno lokacijo potem bolj ugodna cena, kot pa, ne vem, če kupuješ posamezne stvari. In na koncu smo prišli skupaj in sem jaz to kupil. Nisem tega planiral. Prišlo tako. Jaz sem takrat Bistem prodal in to je nekako v tistem času prišlo, ko sem ta sredstva imel in se mi je zdelo dobro v to iti. Ker jaz nikoli investicij, velikrat mi ljudje v bistvu ponujajo investicije, pa me sprašujejo, kako iščeš investicije, kako najdeš investicije. Moj princip je tak, da jaz pustim, da investicije najdejo mene. Slediš instinktu. Ja, ampak tako kot recimo to je prišlo do mene, jaz sem tam bil, mi je prišlo na uho, da to nekdo želi prodati in potem sem se jaz javil, da sem zainteresiran. Ni tako, da jaz hodam okrog, pa kam jaz lahko investiram, ker ne najdeš dobrih stvari, ne najdeš kar tako, veš. Kako ne vem, kvalitetne ljudi v svojem življenju spoznaš, ne vem, enega na nekaj let. Točno to te želim vprašati. Tako investicije, pač najdeš eno na nekaj let kvalitetno, ne moraš na silo zdaj nekaj najti, pa nekaj kupiti. Ja, ker recimo, saj se bomo vrnili nazaj hotelom, ampak točno to je bil moj pomislek, ker enkrat sem te videl v Portorožu, si prišel na sladoled in sem rekel, ta človek bi bil zanimiv za podcast in sem na pol že vstal, da ga pocukam za rokav in sem se vrnil nazaj, sem rekel, ne bi debil, vsece, to je človek, ki ga vedno cukajo za rokav, da mu mir, da poje ti sladoled. Smart. In to me zanima, kolikrat dobiš te neke ponudbe, da ljudje pridejo do tebe, pa hočejo nekaj od tebe, pa jaz imam nekaj pametnega, pa daj posluš me zdaj 3 minute, si vzam, pa tako naprej. Uživo ne. Ne, uživo ni tega. Zakaj mu nisem rekel? Je pa na e-mail pa pride svašta vsak dan. Okay. Pa... Prav, bomo linkali e-mail. Ne, podobno sva razmišljala, ker jaz sem isto, sem si napisal, kaj je bila, zihar je ponudba veliko, kaj je bila najbolj nora ponudba, v smislu, pa nora. A veš, kao vse ti folk predlaga, zihar mora biti to svega svašta. Imaš 2 minute, jaz imam super. Ja, folk večinoma misli, da jaz ful rad kupujem nepremičnine in mi pošilja maile, prodajajo hiše, prodajajo hleve, skladišča, vse dobim. Priložnost. A atmosferci rabimo investitorja? Ja, seveda, pogledaj. Ja, kaj pa ponujate? A imaš pripravljen? Jaz nisem. Ne.
Ne, sej to smo pozmeni. To smo pozmeni. Hoteli, to se pravi, eno je hotel Bohinj, jaz sem bil tam 2-krat gost avtomobilistov, ki so imeli tiskovke noter, pa družino sem pelil lani, oziroma pretekli december v adventnem času. Res je lep pa prijeten vzdušje, pa hrana na nivoju, pa tako res fajn. No? In je tako krasen videti eno lokacijo, ki je počasi že malo propadala, da spet dobi nek svoj sijaj na nek svoj način, pa da veš, je fajn tudi vedeti, kdo za tem stoji. A veš, pa fajn je tudi, meni je bilo recimo ful fajn na socialu gledati, kako se stvar raste, dobesedno. Že takoj sem začel pa profil seliti, pa prek tvojega Instagrama sem malo pogledal, kaj se dogaja, pa si ti kdaj kaj objavil. Krasno je videti na ta drugačen način, kako zadeva raste. Ampak poleg hotela Bohinj, a so še unija apartmajska hiša Triglav? Ne, kako sem rekel? Apartmaj Triglav, ja. Apartmaj Triglav. Hotel Bohinj. Pa tista prva hiša. Tuba se imenuje, to je še od prejšnjih lastnikov. Kje je ta lokacija, smo rekli? To je v Ukancu, čist na koncu, naprej od hotela Zlatorog. Tam čez ta lesen most, moraš iti, si zadnjič objavil posnetek z enim avtom. Z M4 sem šel tam. Tam. Pa piše, ti je pa, jaz ne vem. Greš še naprej in po tisti cesti prideš in potem levo greš v gost. Tu je zraven je imela država nek objekt, kjer so tudi izvajali nek protokol. Drnovšek je tja hodil, ko je bil še. Okay. In kaj je zdaj tam bo nekaj? Zraven, ja, mislim, ta hiša je taka socialistična hiša, tam so imeli za zaposlene, za dopuste, pač v tem stilu je ni glih kvalitetno, staro. Zaenkrat ostaja tako, kot je, ampak v prihodnosti nameravam tudi to zamenjati. Komplet objekt. Kako pa držiš roko nad vsemi aktivnostmi, pa v bistvu me bolj zanima, kako izgleda tvoj dan. A veš, koliko se ti pa še ukvarjaš, najbrž imaš ekipo, ki ti vodi hotel, ki ti vodi, mislim, ko vse ostalo. Kaj ti nadzoruješ enkrat na teden, enkrat na mesec, board meetings, kako to izgleda? Ja, ekipa je zdaj vsaka dejavnost je v bistvu svoja firma. Ne? In vsaka firma ima direktorja, ki je odgovoren, da v lastni režiji v bistvu po svoje vodi to firmo in je pa tudi odgovoren za rezultat te firme. Ne? In jaz se tukaj preveč natikam. Jaz ne pridem v Bohinj pa ne rečem Juretu, ne vem, zakaj to namenijo. A veš kaj, mislim, v nek mikromanagement se ne vtikam. Je pa tako, da ko se gradijo, recimo, ko se je hotel Bohinj dizajniral, pa zdaj, ko se je recimo delalo gradbeno dovoljenje za Zlatoroga, pa sem vključen v nek ta proces v bistvu pridobivanja oziroma izdelave projekta, pa potem pridobivanja gradbenega dovoljenja in nekako hočem v tej začetni fazi dati svoj pečat, no, da nekako usmerjam tudi malo po svoje, kako hočem, da stvar izgleda. Zdaj, ko pa enkrat stvar funkcionira, pa jaz nisem tukaj zato, da menedžiram, ne vem, zaposlene, pa ostale detajle v hotelu. To mora biti nekdo odgovoren, ki za to poskrbi in stvar mora funkcionirati in stvar mora biti profitabilna in vse mora biti tako, kot je. Kolikrat pa greš testirati zadevo? A greš, da je prespati? Midva z Juretom sva itak prijatelja že tako. Ni zdaj on direktor, pa čisto poslovno. Pa ne testirati v tem smislu. Tako, pač kolikrat si greš privoščati nekaj, pač, kar veš, da je tvoj otrok. No. Kolikrat greš prespati, kolikrat greš v spa? A greš ne v spa, mislim, spa imam jaz doma, ne rabam iti v hotel. A greš kaj pojesti, a greš kaj prespati? Grem pojesti, mislim, jaz, kot sem reč, midva z Juretom sva itak prijatelja, tako da jaz, ko pridem tja, se itak pol napijava in mislim... Ne, ampak to je življenjsko, stari. To me zanima. To me zanima, ja. Greva v tisti klub, ki imamo pač nek tak klub, v klubu ga zapreva za ostale in sva... To je to. Ej, koliko delaš? A delaš vsak dan? Jaz zdaj kaj delo, pa kaj, jaz ne ločem dela pa prostega časa. Jaz recimo večinoma se jaz ukvarjam z investicijami, finančnimi trgi, delnice in te zadeve. Ne trgujem dnevno, ampak investiram tako, temu se reče swing trading. Se pravi, ko kupiš in prodaš nek določen instrument v roku nekaj mesecev recimo. Tako da jaz vsak dan v bistvu spremljam, kaj se dogaja na trgu. Vsak dan iščem nove priložnosti, kje se da, v bistvu kam se da, kaj investirati, kaj se da.
od stvari, ki jih imam, kdaj jih prodati, naprimer. Tako da s tem se večinoma ukvarjam. Sam to je meni tudi veselje, meni to ni služba. Jaz ne usedem za računalnik pa rečem, zdaj bom pa jaz gledal, kaj se dogaja na trgu. Hočeš reči, da bi to počel tudi s fiktivnim denarjem? Ja, ampak ja, tudi. Ja, mislim, ok, mogoče ne. Ampak no, pa je ena mala služba. Mislim, ne. Je, ampak fora je to, da jaz tudi večer, ko gremo v poslo, pa jaz se vedno dam nekaj na YouTube gledam, ker ne moram zaspati, če je tišina, pa gledam v strop, ne vem. Gledam, ne vem, razne podcaste finančne, ne vem, pač take zadeve. Jaz to ne rabim, lahko bi gledal nekaj drugega, ampak mi je to zanimivo tudi, ko grem spat. Kaj pa, no vse to me zanima, kaj spremljaš? Tako, mislim, kaj so tvoji kanali? Twitter, Instagram? Na Instagramu vem, da kdaj kaj tako objaviš, pa Instagram je joke, to je tako. Vse to, hobby, to je. Instagram je drugač dating app, to je v bistvu, vedno je to bil katalog za baby gledati. Tudi zate? Za vse tipe, sej noben tip nima Instagrama, kaj boš tam drugega počel? Pa seveda, stari, pa sej vidiš nekaj. Ok, ti objaviš avte. Ja, ne, dobro, nama je to služba, razumem. Še isto zame reči. Ja, ti tudi. Evo, stari, čakam te. Ne, vse to je res, stari, kokrat pa rečeš, da si nekoga videl, pa takoj gremo zdaj to postokati. Pa greš pogledat, kdo je, ker danes smo vsak Instagram. Ne. A ni tako? Skaj me gledate zdaj? Ok, da, ne se vprašam. Nisem hotel naš vajna generalizacija tega Instagrama je tako malo hecna, ker Jure, kje si? Zdaj te rabam. Ok, Instagram je tako malo za joke. Na Twitterju si pa... Twitter pa kaj? Vir informacij. Twitter v bistvu zelo redko objavljam, ampak spremljam. Določene ljudi slediš. Fino je tudi, ko si na določene redke posameznike lahko daš notification, tako da dobiš v bistvu vsak tweet. Ja, se zame je Twitter news source. Ja. Itak, tako da tam gor na Twitteru je tudi fino, ker imaš določene finančne kanale, kjer ti objavljajo res sprotne podatke. Ne vem, pride podatek o inflaciji v Ameriki, tako je objavljen in tako naprej. In dobiš v bistvu, ne rabiš nek druge, dobivaš te real-time feed nekih ekonomskih podatkov, dobivaš prek Twitterja, tako je. Ja, se to velja za vse informacije na Twitter. Mislim, tako, tudi če zdaj tle avion dol trešč, kje boš najprej izvedel? Ja. Pač dejansko res na Twitterju. Ampak zdaj meni... Skle ga vidiš. Ampak meni je... Pa bomo mi objavili prvi, ne? Ja, mi bomo zdaj povedali. Ja. 3, 2... Ne, ampak meni nekaj zanima, veš, to se pravi, a se pol zalotiš daj, ali pa iz sebe izhajam, meni je tudi to sam igra, pa se jaz z avti rad vozim, pa rad fotografiram, pa kad ti ob zlati luči slikaš avto, ti to ni job, ampak takrat 100% uživaš, zato ker ustvarjaš, ne? Ampak se zalotiš daj, da imaš pa polno glavo telefonov pa zaslonov, da si v bistvu skozi v tem, ali znaš reči, ok, dost imam, zdaj grem pa ne vem, spit en mojito ali pa en whisky, ali pa, a veš kaj hočem reči? To narediš zraven, ko si za računalnik. Okay, Še vedno imaš lahko telefon v roki, pa kozarc. Recimo jaz sam sebe kdaj prestrašen, ko vidim. Mislim, ne, nikoli, no, nikoli nisem začutil tisti, dost imam ekranov, ne vem, nisem dobil tega občutka še nikoli. Ok, dobro. No, pomeni, da racionaliziraš. Jaz moram nekaj početi, jaz se ne morem, eni ljudje si predstavljajo, če bi jaz imel denar, bi ležal na plaži pa pil koktajl. Ok, to delaš en teden in kaj pol? Koliko se je pa tvoj life? Ja, to me zanima. Ja. No. Koliko te je v bistvu to spremenil? Ajde, rečemo temu materializem. No? Koliko te je spremenil k osebo? Tako? A te jaz? A se ti zdi, da ne? Ne, zdaj to bi vsak rekel. Ne, zdaj te bom drugače vprašal. Vsak vpraša, kaj ti je denar dal. Pa dobro, se jasno. Kaj te je denar vzel? Vzel? Mislim, denar ti vzame, ne vem, neko... Česa imaš manj? Zdaj težko je reči, denar. Zdaj definitivno imaš manj neke svobode. Svobode imaš na nek način več, pa imaš manj. To, kar te uspeh naredil, česa imaš manj za tega? Se pravim, na nek način imaš svobode več, ker si lahko privoščiš stvari, ki si jih drugače mogoče ne bi, ampak na nek drug način imaš pa svobode manj, ker ne vem, meni je dostkrat recimo, ne vem, kdo reče, gremo v petek, recimo zdaj pridemo v Slovenijo, pa kolegi vidijo, da sem tukaj, prijatelji, pa imamo, ne vem, v petek, soboto, recimo kakšen znan, ne vem, ljubljanski klub, restauracija. Meni je tako, pač odveč mi je, ker vem, tja prideš, ljudje gledajo, s kom si prišel, ne vem, pač... A veš, s to se družiš, ta je kar, ne vem, mislim...
Se pravi, Boljš pridite vi do mene, bomo mi pri meni doma in a veš. Ja. Se pravi, manj imaš te intime, pa tega nekega lagodja v družbi. To ni direktno z denarjem povezan. Ti lahko bi imel denar, ne? Ne direktno, pa tega ne bi je, pokazal na ven, ali pa ne bi noben vedel. Jaz tega nisem nikoli skrival in zaradi tega je to, zaradi neke prepoznavnosti. Ali pa. Zdaj ti imaš lahko denar, pa noben ne ve, da ga imaš. Dobro, sam meni se je zdelo, da ti nisi bil nikoli mogoče obremenjen s tem. Meni se zdi brez veze, da bi skrival, zato kaj pa sploh namen, da ga imaš? Ja, če si s tem denarjem ne moreš privoščiti nič, če si ne smeš kupiti dobrega avta, če moraš živeti v hiši, ki izgleda čisto isto kot vse ostale, da ne bo kdo posumil, da kaj imaš, nima smisla, da imaš, brez veze. A veš? Ja, ne se razumem. Zdaj imaš, pa ne smeš uporabiti tega. Ne, pa se meni se zdelo, da si bil vedno zelo odkrit, pa zrelaksiran. Pa da si... Ja, zato, ker je v Sloveniji tudi praksa, mi smo imeli to tranzicijo in tam se je marsikaj dogajalo. In marsikdo od teh ljudi, ki v Sloveniji imajo, je do tega denarja prišel na, ni nujno, da nelegalne načine, ampak mogoče ne fair načine do koga. Marsikaj se je dogajalo in taki ljudje valjda tega zdaj ne morejo se javno pokazati s tem denarjem. A krož kakšna smotana, tečna ali pa ne, tako bom rekel, kaj je največja neresnica, ki folk misli o tebi, pa v resnici ni res? A je kaj? Težko rečem, ker ne vem. Vem, da ko smo še imeli Bitstamp, se je govorili, da smo mi samo v bistvu neka roka italijanske mafije neke. Ne? Pač to so bile debate v lokalu spodaj v poslovni stavbi, kjer smo bili. Ker ljudje nočejo imeti razumenega vzroka, ampak hočejo preveč tako kazali. Vse te teorije zarote, so tako razburljive. Ja, se vem. Ker resnične stvari so pa boring, pač nič posebega ni na njih. Ja. Nekaj sem videl, pa smo v nekom pa kupili, pa se je počasi začel. Ja, pač to je boring. Koga to zanima? Prej smo malo prehitro pobegnali z Twitterja. Kako pa gledaš na Twitter zdaj, ko je Elon Musk to prevzel, pa to, kar se dogaja? Mislim, jaz to podpiram. Zdaj, jaz sem, tako, velikrat sem živčen, ker gledam, kaj se dogaja, pač z vso to cenzuro, z vsem tem, jaz ne vem, komu je to, ker to delajo mediji, to delajo novinarji. Jaz ne vem, kdaj so novinarji postali zagovorniki cenzure. Pa, ker dobesedno mainstream mediji zagovarjajo to. Ne smeš reči tega, ne smeš reči onega, ne smeš reči, da so maske brez veze, recimo, ker je bila korona, ne smeš imeti negativnega mnenja o, kakšnim nam zdaj govoril. Nas bo YouTube dol vrgel. Ja. Ne, ampak to zavira konc koncev lahko resnico, v kjerokoli smer gre ta cenzura. Kdo zdaj, oni rečejo dezinformacije. Dezinformacije smejo širiti. Ampak kaj je dezinformacija? Kdo odloča o tem, kaj je dezinformacija? To je ključno. Ja. Tudi teorije zarote. Na vsake toliko časa je kakšna teorija zarote resnična. Niso vse teorije zarote bullshit. In kaj se ti zdi, da on prav dela? Oziroma samo s tem, da je kupil platformo pa dal svobodo? Ja, to ja. Zdaj, finančno gledano kot investicija, jaz mislim, da je to bolj slaba investicija, ampak zdaj on se je to noter spravil. Ja, mislim, da malo nepremišljeno in polk je enkrat bil v tem, je pač mogel to do konca izpeljati. Ampak če gledaš Twitter kot Twitter, mogoče ampak če gledaš kot njegovo orodje, da reče, Tesla so od jutra naprej cenejše 20%, se nekaj pozna, ali pa če reče, da je Dogecoin on je itak svoj account imel in svoj rič je že prej imel, tako da brez nakupa je... To je res, ampak kako pa na to gledaš, recimo, dajte vprašam za Dogecoin, ne? Kako gledaš na to, da on na ta način to komunicira? Mislim, to mi je... Vsak ima svobodo. Ne, jaz ne bi... ampak jaz sem malo pristranski, zato ker so mi vse te neki večina altcoinov, predvsem te meme coini, Dogecoin, vse to mi taka bedarija. Enkrat sem rekel, da imam občutek, kot da bi živel v real life epizodi South Parka, ker se to dogajalo. Tako ne vem, prežeš CNBC in gor kažejo ceno Dogecoina. Ali ni to South Park? Tako, direkt. Ampak zakaj v Dogecoinu ti vidiš kako si se izrazil? Shitcoin. Shitcoin. Mislim, ker ni...
Ampak, Okay, veš, tehnično gledano, nek pomečkan denar je še zmeraj denar, ne? Lahko nekaj kupaš z njim. Se pravi, sam ustanovitelj Dogecoina je rekel, da je to je joke. iz joka, je iz joka nastal, ampak a veš, če na koncu, če neka stvar ima neko Ne, vrednost, ja, ok, se jo ima, sej mi lahko trgujemo tukaj, ne vem, ubeske ali ne vem, karkoli, ne. ja. Fižolčke. A veš, Ne vem. ko trg enkrat, Vseeno. ko trg enkrat sprejme če ti neko meni daš zadevo, 10 evrov za fižolček, je ta Vošček reden 10 evrov. Ne? Zdaj pa probi dobiti enega, da bi dodal 15. ja, a veš, na nek način, ja, osnova od funkcionira, to, ne? iz česa izhaja, je joke, ne? Dokler en zadnji ne kup, ki pol nima več nobenega, ki bi mu naprej za več prodal. A veš, Ja. mene zanima, kot ti, kako gledaš na samo platformo, pa kako se temu reče, kripto, pač kako je narejen kot struktura same kriptovalute. A je tudi shitcoin? A zdaj govorimo vključno z Bitcoinom? Ali? Ne, samo Dogecoin. Mislim, vse to je kopija Bitcoina. A je? Zdaj lahko bi argumentiral, zakaj shitcoin, če je isti kot Bitcoin. Ampak zato, ker enostavno ljudje vsak lahko vzame Bitcoin in samo naredi kopijo in ga drugače poimenuje in reče, to je zdaj moj coin. A kdo kup? Ja, no vse na koncu stvar promocije, pa marketinga. Pa... Ja, Ja. marketing. Ja. Ampak že Marketing to, is da se quality. ne vem, da Bitcoin ne bi bil nekaj resnega, ne bi v nekem resnem svetu nekih financ mogoče nekaj spremenil. Vsaj tako je bilo upanje, vsaj tako se je planiralo. Ne? Zdaj pa ti v bistvu vzameš ta Bitcoin in na njega napapaš nekega psa in pač to ni več resna stvar. Ne? To je neka zajebancija zdaj. Ampak za vsemi večjimi kriptovalutami ali stoji neka zanimiva zgodba, ali stoji neka misterioznost, ali stoji nek človek, persona, močna persona. Daj mi povej, kako si pa spremljal te zadnje afere, ki so bile FTX, pa kaj že ta Korejc, a je Korejc, ki je... Luna Ja. je bilo prej. Ja. Daj malo Najprej je bila razloži. Luna, pa je bil Prosti, FTX. mi da so čisto izven tega, pa mogoče postavljava malo čudna vprašanja, ampak daj razloži to situacijo, kaj je bilo v tem primeru. Ja, v primeri Lune je bil, Luna coin je bil, oni so imeli kot nek stablecoin. Stablecoin je kriptovaluta, tako kot Bitcoin, Dost varno. ki je vezan, ki naj bi imel, Aha, ki na naj bi denar. imel fiksno vrednost. Se pravi, Na dolar je en coin je $1, recimo, ali pa en coin je €1, karkoli zdaj nekdo. Ma backup, hočeš reči. Ja. Okay. In Luna coin je pač eksplodiral, ker ni bilo backupa, je bil nek sistem sintetičen, kjer naj bi v bistvu ohranjal vrednost $1 in potem je ta sistem v bistvu razpadel, ni bil. Zdaj eni bodo rekli, da je bil napaden, ampak če je sistem robusten, potem ga ne moreš uničiti s napadom. Ne, zdaj. V glavnem ta sistem je v bistvu zatajil in je stvar propadla in cela stvar je v bistvu razpadla. Ne. Zakaj pa je ta, a je Korejc, oprosti, ker ne, čakaj, se mislim, da imam ime. Dukwon. Ja. Kaj je on naredil? Zakaj je On bil je ustvaril to. Ampak ok, je ustvaril, ampak zakaj? Zakaj njega preganjajo, jaz ne znam točno povedati. Kaj mu učitajo? No? Njega zdaj, mislim, da so ga v Črni Gori, da so ga A so ga? zdaj prijeli, ki je hotel leteti v Dubaj s privatnim letalom, pa so ga dobili z ponarejenim potnim listom. Ker v Dubaju je bil že prej, to pa vem. Ne vem, zakaj je šel v Črno Goro, če je že bil v Dubaju. Babe. Ja, mislim, da jih je v Dubaju več. Ta dobra iz Črne Gore so itak v Dubaju. Ej, ko smo že pri Dubaju, tam si kar velik, oziroma tam v bistvu živiš, no? Okay. Ja. Mislim, zdaj recimo celo zimo sem tam, zdaj sem prišel prazniki, pa tako Kaj ti všeč? pridem za en teden. Vreme? Mislim, po zimi definitivno vreme. Črnogorke? Ja, dobro, to sem že mal. To je že bilo pa prošlo. A si imel kakšno drugo? A veš kaj, ko pridemo v Dubaj, recimo, ko sem tukaj en teden, pridemo v Dubaj, imaš tako občutek, kot da si prišel v neko, ne vem, utopijo, ne vem, pač vse čisto, vse urejeno, nobenega kriminala, vse je kul. A pa je bil to, je bil botroval, da si izbral Dubaj, je bil to poslovna odločitev, je bilo čist, ti je bilo fajn? Jaz sem bil točno prej to, na kot si Malti. zdaj? Aha. Prej sem bil na Malti, mislim, da 2 ali 3 leta, Zakaj si pa šel od tam? ker boring. Aha, ok. Mislim, Malta je nek kamen sred morja in tam sem pač svoje naredil, nek čas sem tam bil, tudi vse ljudi, ki so relevantni, da jih spoznam, sem tam spoznal in
res pol na koncu nisem več videl smisla tam in sem v bistvu enostavno imel nalogo, sam sebi sem dal nalogo, da nekam da najdem alternativo. In tak Dubaj je tako, ne vem, narediš seznam. To me zanima, recimo, seznam. imel sem, ne vem, še svojim tem neke bančnike, ki imam, so mi sestavili neke predloge tudi, ampak to je tako, ne vem, lahko greš v Švico, kaj ne v Švici počnem? To je za upokojence. Kdo je bil poleg Dubaja na seznamu? Recimo, mislim, fulih je, recimo Portugalska ima, ne vem, če prideš, ti dajo ne vem koliko let tax free. Italija, določene regije, ali ne vem, občine, ne vem, pač vem, da je bila tudi Italija na seznamu, prideš, ti dajo tax free. Švica, itak, ne vem, od evropskih še. Sam to je vse, kaj ne na Portugalskem, kaj ne v Švici. Tako. Razumem. V Dubaj prideš, prvič angleščina je jezik, ki ga vsi govorijo. Če prideš v Italijo, noben te ne razume, te gledajo kot debila. Pa Dubaj je dober, je hotspot, ne samo turistični, tudi če za kaj drugega. No? To je najbrž tudi to so tudi pa vzrok, stvari, ki sem jih kasneje, recimo zdaj si ne predstavljam, a veš, če se vidim v Dubaju, jaz lahko kamorkoli na svetu letim zdaj, v roku 12 ur. Ker imaš Dubaj hub za Emirates, letalsko družbo in oni letijo povsod, od Avstralije do San Francisca na drugi strani. Ja, se pravi, easy choice je bil. In to je vsak dan, recimo, ne vem, imaš Avstralijo, imaš San Francisco, imaš vsa glavna mesta po Aziji, imaš lete vsak dan, vsaj enkrat. Recimo, ne vem, v Bangkok imaš 3-krat na dan. Okay. A Slovenija ni bilo na tem seznamu? Ja, iz Slovenije sem pa odšel. Ne, ampak tako, veš, da če si vprašal svoje bančnike, tako, Slovenije ni bilo. Ja, ne, Slovenija ne ponuja nobenih se to me zanima. Tako, mislim, zame jih itak ne bi, ker sem itak državljan, ne? Ampak tudi za tujce, da bi privabili tujce z denarjem, da pridajo sem tudi temu. No, to me zanima, kaj bi mogla Slovenija. Ne želimo tega. Ja, no, vse to, kaj moramo narediti, da, a veš, ja, ne, da se na tem seznamu najdeš. Države ponujajo tako, če prideš k nam, ti damo 10 let tax free, ne rabiš nič davko plačati. In itak pač, če imaš ful denarja, prideš tja in itak tam zapraviš, plačuješ DDV, itak v bistvu ful denarja. Državo preneseš, itak ful denarja tam pustiš. Za njih je to itak pozitivna bilanca. Ker če pa tega ne mislim, za lastne državljane tega ne kar je v bistvu tako, malo je nefair, ne? V bistvu ti svoje ljudi v bistvu tepeš, za tujce pa rečeš pridite, dobrodošli. Ja, se zato me zanima. Ampak lej, pač računica je taka, ne splača se. In delajo to, marsikere evropske države imajo take programe. Tudi UK, tudi v Anglijo greš lahko, ista fora. Ampak ti potem, recimo, nimaš nič slabe vesti, da si v Sloveniji na kakršen koli način, zdaj ne vem, kaj plačuješ, očitno pač neki plačuješ davkov, ne? Mislim, jaz v Sloveniji veliko davkov plačam. No, vse to. Ja. Zaradi tega pač nimaš slabe vesti o teh stvarih govoriti, ne? Da si šel v Dubaj zaradi boljših priložnosti. Ne vem, zakaj bi, sej vsi vejo, da sem. Sej, ne vem, javnost ve povsod, ok, zdaj, če ne bi povedal, sem pa tudi Instagram, ki smo prej govorili, ga ne bi smel imeti, pa tako. Nimam slabe vesti, ne vem, jaz v Sloveniji zdaj lahko takoj, če spavc rečem, sigurno 1 milijon na let plačam, sej, vsako leto, ne. Ja. Ne jaz direktno, ampak moje firme, ampak moje firme sem jaz. Zdaj, ko si ti, ljudje, ki so bogati, nimajo službe, ne. Tako da bogati ljudje ne plačujejo davka, njihove firme plačujejo davke. Firme pa plačujejo davke v tisti državi, kjer so. Če imam eno firmo v Sloveniji, se pravi ta posel, ki ga imam v Sloveniji, hoteli, baterije, NGN, to vse plačuje v davčno blagajno Slovenije. Všeč mi je, ker si NGN omenil, koliko časa si pa že del te zgodbe? Isto, 2018, takrat smo prodali Bitstamp. Ni bilo zdaj to točno povezano zaradi prodaje, ampak nekako tako je prišlo, in hoteli, in NGN. Pa del znam si minutko pa razloži, kaj je NGN. Kaj, če bi vi povabili direktorja NGN-a, vam bo tukaj povedal vse, pa še v električnih avtih vam bo razložil. No, daj ti, Ciril, ajde. Ne, veš kaj? Kaj jaz sem, recimo, ne vem, no, tako čisto iskreno, se mi svita, ampak nisem podučen. V osnovi gre za ene vrste decentralizacijo električne energije, da na nek način odrežeš ven tudi middlemana, pa če imam jaz prav, da mi ti povej, da je ena največjih prednosti NGN-a tudi in predvsem, kako pristopajo po softverski plati, nadzor. Gremo v ta pravo smer? Ker zdaj že nekaj časa. Gre pa za več stvari, ampak v osnovi so te velike baterije, ki smo jih mi kupili in postavili in v bistvu
slovensko električno omrežje v bistvu stabiliziramo s tem. Gre pa seveda za rešitev, ki ti lahko kot firma rešeš, ali imaš hranilnik energije, ali ti lahko, mislim, vse živo. Ne? To se pravi, kolektorji, polnilnice za avtomobile, ampak načeloma gre za provider električne energije z določenimi benefiti, cutting out the middleman. Če jaz prav razumem, če si povežeš z Engenom, da imaš direktno vezo, oziroma imaš ELES, ki je v bistvu krovni, kar se tiče elektrike v Sloveniji, potem si pa takoj ti, ne? Drugače imaš pomeni kot prodajalec, distributer. V bistvu skladiščnik elektrike. Na nek način, Ja, to so baterije, ampak veš, ti spraviš nekaj, kar je tisti trenutek cenej, pa potem lahko daš naprej, ne? Tako je ta prav trenutek. Zdaj ljudje to ne vejo, ne? Ljudje plačujejo, dobijo položnico in ali imajo eno tarifo, ali pa imajo visoko pa nizko tarifo. Ampak to distributer proda po taki ceni. Distributer mora pa kupiti to elektriko. Od elektrarn, na borzi, tisoč različnih sorsov lahko distributer to dobiva. In dobiva po nešteto različnih cenah. Elektrika danes je popolnoma druga cena kot jutri, recimo. Ampak oni ti dajo potem neko povprečje, in oni si lahko tudi minus naredijo. Če morajo oni v povprečju v celem letu plačati za elektriko več, kot so jo tebi prodali, imajo minus. Ampak to se je mogoče zdaj dogajalo, ker so bile take volatilne cene. Zdaj v preteklosti oni približno vejo, kakšne so cene, kdaj in se neko povprečje dela in ampak cene pridajo. Načeloma je distributer tukaj, nam rekel, odrezan ven, ampak ti ga preskočiš, ne? A je to drži? Mi smo distributer, za naše v bistvu, stranke. Če ti kupiš baterijo doma, jaz imam v hiši, ki jo imam v Portorožu, imam tudi baterijo, imam 6 Powerwallov Teslinih. 6? Eden je 12 kilovatnih ur, tako da krat 6, toliko imam jaz kapacitete, ampak jaz imam porabe enih od 5, če mi ni doma, imam 50 kilovatnih ur na dan porabe, ker imam bazen, vse sistemi, že samo serverji in vse porab, ne moreš iti niže. Če sem pa doma, pa od 100 do 150 kilovatnih ur, če še prižgeš stvari, da še uporabljaš kaj. Tako da baterija je pa 12x6, tako da jaz lahko recimo en dan preživim, če brez omrežja. Če elektrike ne bi bilo, jaz en dan normalno delam na baterijo vse. Zdaj imam nekaj panelov, ki mi v bistvu polnijo baterijo čez dan. Mislim, kaj dosti mi jo napolnijo, ker itak imam panelov manj, kot imam v bistvu nek base porabo, tako da bi samo takrat, ko sije sonce, v bistvu jaz ne črpam ne iz omrežja, ne iz baterije, ampak direktno iz panelov. Ampak glavni catch Engena, mislim, kar dobim od Engena, je pa to, da takrat, ko je elektrika recimo na trgu zastonj, kar se zgodi skoraj vsak dan, mislim, zastonj, ni nujno, da je zastonj, ampak da v bistvu Engen pride dražje, da jo lastno baterijo da, kot da jo meni zastonj oziroma z 80%, 90% popustom proda, mi aktivira baterijo in jaz takrat vzamem elektriko, ko je, ne vem, z 90% popusta in jo pol porabljam lahko čez dan. To je kot nekdo, ki te vedno opozarja, kdaj je narediti pravilne odločitve v smislu odvzema pa oddaje elektrike. Mislim, da je celoten proces avtomatiziran. Tako. Cool. Zdaj smo pa že skoraj prešaltali na avte. Zdaj že. Sej v tem pa ne, zdaj v avtih pa ne vem, kaj pa ne povem. Ne, mene zanima, kakšen pa je čist konkretno tvoj vozen park. Vem, mislim, mogoče malo z Instagrama, vem, zdaj sem bil si se z BMW Z4 pripelil. Ker sem ga jaz pa v prejšnjem podcastu pohvalil kot zelo tak prijeten, ležeren avto. Jaz skoraj stalno se z njim vozim. Ja? Kaj imaš pa še, kjere ključe pa še imaš pol doma? S čim se voziš? Zdaj tako, malo. Jaz imam še, zdaj najbolj nazaj, če grem Cadillac Escalade, ki je zdaj v Bohinju. Sem ga videl. Pa, če pridejo kakšni gosti, če želijo VIP prevoz, jih peljajo iz letališča do Bohinja. Ker enostavno, ne vem kaj. Meni se prvič teh avtov se mi ne da prodajati, pa se ukvarjati, pa ne vem, pa nekdo ponuja, rajš ga dam tam, pa če se ga da za kaj porabiti. Sej še vedno moj, zdaj si zaželim, pa ga bom imel, ne vem, en mesec, pa ga dam pa nazaj. Pa imam Lamborghini Urus, imam Z4 imam, BMW Z4, s tem se večinoma vozim največ. In potem imam še najnovejšega od zdaj 1 leto star, je ta Bentley Continental.
Sport 12, vse pač te značke. Kaj zdaj še povem? Sport 12 cilindrov. Mat črna. Ne, grede Bentley Conti GT je moj. Mislim drugače ta avto je najboljši, sama veš, to je tako. Ne? Zdaj jaz, če pridem sem, ne morem z tem avtom prideti, ker to moraš malo gledati, kam parkirati. Pa tako. Jaz sem ful občutljiv. Ljudje velikokrat sprašujejo, pa sej, kaj te briga, če ne vem, ti ga en butne, ti ga en opraska. Ne gre za keša, ne? Koliko to stane. Gre za to neovšečnost, da moraš zdaj to popravljati, pa nekam dajati, pa ne more to kar vsak popraviti. Pa, a veš, s tem se moraš ukvarjati. Ne? Zdaj nekdo mi butne zvrati, zdaj se moram jaz s tem ukvarjati. A pa je samo to se gre. Ali gledaš tudi na nek objekt, ki pač piso farta, ne? A ni? Mislim, ja, ni mi vseeno. Zdaj ne bom šel v BTC v shopping, pa bom z Bentleyjem se prepelal, pa ga parkiral tam, da mi ga vsak zvrati odpre rukne. A še jaz tudi, ko sem imel Citroen Xaro, nisem sploh pomislil nisem na to, ko sem bil, ne vem, 20 let star, pa sem se prepelal, pa če sem slučajno kakšnega butno izpol, nisem vedel, da sem kaj naredil. A veš, kaj je mulj, vseeno, mislim, kaj te briga. Ja, jaz sem bil tudi butl pred 20. A ne? Sploh pomisliš ne na to. Dokler nisi na tisti drugi strani. A veš, zdaj pa moraš razmišljati na mest njih. Če ti greš nekam, da moraš dopustiti, da ti je en mulj zdaj butne, ker se na šlap ga ne bo hotel, ampak on sploh na tem ne razmišlja. Koliko si pa bil pedanten, oziroma koliko časa ti je vzela, je bil to hipen, impulziven nakup, no ima Bentley ali Urus, a si ti imel... Ne, se imam oba. No, ampak si imel ti analitičen smislu, smo imeli Urusa, pa smo še 5 drugih variant, ne vem, Audi SQ8. Ne. Kar... Ne vem, zakaj sem Urusa sploh izbral takrat. To je bilo, poletje se je začenjal, pa sem hotel z en avto, tako, ne vem. No, pa je to impulziven nakup. Je bil impulziven nakup, pa tvoja ideja, ali ti je nekdo rekel, moraš imeti Urusa, ne? Ne, noben mi ni rekel. Tako nekako poletje se je začenjal, jaz imam 27. aprila rojsten dan, tam nekje marca sem rekel kolegu, če mi ga lahko zrihta in mi najdu ene par variant, ker to se drugače čaka več kot 1 leto, če naročiš novega. Jaz sem rekel, če ima kakšne variante, če kdo prodaja pač nov avto, ampak in je pač rekel, da je en pač nogometaš v Franciji, je v bistvu imel kupljenega, pa je skenslal, če hočem, taka rdeča barva, ta v bistvu neka žareča, vsa oprema, pač ful, vse kar obstaja, sem rekel, ja, ok, in to je bilo to. Zdaj to je, a veš, nimaš kaj, čez 5 dni ga ne bi bilo več, ne? Ja. Z BMW Z4 ti je najbolj uporaben, pa se z njim veliko voziš, v katerem pa najbolj uživaš? Bentley, ja. Bentley je pa najbolj zapeljati, to je pa, mislim, tako, kot si rekel, meni je to, ne vem. Doskrat dopraša, kaj je tvoja sanska garaža, pa kad delam top 5, pa je ta ponavad kar zraven. A res? Pa že prejšnja generacija. Jaz se spomnim, kad ga je Rajko Hrvatič ga je vozil prejšnjega Conti GTS. Mislim, te gumbki pa materijali ima te stvari. Ne pa tako, ne vem, peleš se dobro, kot vesoljska ladja, greš po cesti, ne vem. Tako pač tak feeling je. Ful smooth je vse, pa tudi masivan je tako. Res. A imaš v Dubaju kakšen avto? Zaenkrat še ne, zato ker mi ta penthouse, jaz imam v Dubaju 2 stanovanja, zdaj v tem, ki še vedno v bistvu stanujem, je enosobno v svetu pomeni to, da ima eno spalnico, ker v Sloveniji se po moje drugače šteje, enosobno, ne vem, kaj pomeni točno. Enodnevna soba. Ja, ne, to pomeni, da ima dnevno sobo, pa da je spalnica posebej. Imam pa tisti penthouse, ki mi ga pa še vedno prenavljajo, ker zdaj je Ramadan, samo 2 nekaj šraufata, no, to je tako pač, v easy. Počas. Ja. Navedi se. Ja. Kako se pa tam premikaš, Paul? Uber. Imaš Uber, imaš lokalni neko varianto, imaš prav Uber, pa imaš tudi lokalno varianto, ki se imenuje Karim. Jaz uporabljam Karim, ker ima več opcij, lahko tudi boljše avto. Ta zelen. Ja, ta zelen. Uber nima, pogrešam jaz, škaj pogrešam, ne? V Ameriki, ko sem bil v San Francisco, imaš Uber, zdaj mogoče tega ni več, ampak takrat je bilo, si imel Uber in si izbral Uber Black in si imel vedno SUV, si imel Escalade, si imel pač te razne variante od vseh teh ameriških proizvajalcev in tam se zadaj peleš res, a ne, kot kralj.
V Dubaju pa tega ni. Imaš najboljšo opcijo, ki imaš na Karimu, imaš nek premium, ne vem kaj, in pride Tesla 3. Pač vse je cool, Tesla 3, sam ni to Escalade. Ne? Ja, Jaz sem šel, mislim, da sem jaz s Karimom šel v Abu Dhabi, pa sem naročil en tak prevoz, malo boljši, pa je prišel nek Lexus, pa šofer, Lexusi so večinoma. Ampak vem, da je bila smešna cena. Tako, iz Dubaja v Abu Dhabi mislim, da je bilo 100 evrov, nekaj takega, ni bilo več. Ja, ne. Za privat šoferja v kravati z Lexusom, unim največjim Lexusom, tako džabe. A ja, je bil ta, mislim, Terenc variant. Ne, je bil Lexus, ne, LS ali kjer je bil, pač limuzina, no, od zadaj sem se več stegnil noge kot človek, tako. Pa legit prevoz, pa to, veš, koliko je 2 uri, nekaj takega. Ja, mislim, jaz grem na letališče, imam do letališča mene pol ure, koliko bi se recimo pelal do Brnika, ne vem. To mi pride 20 evrov. Jaz vem, enkrat sem se usedel na taksi, na Brniku, sem dal 70 evrov do Ljubljane. Ja, se je taka cena. Jaz sem enkrat... Ja, ker dopusti letališče, tega ne bi smel dopustiti. Nikjer na svetu to ni, da nategujejo na letališču. Ja. Ker pride turist, prva stvar, ki ga doživi v državi, to, da ga taksist nategne na letališču. Najslabša varianta. Točno to, najslabša varianta. To je takoj ti pokvarun priokus države. Več za taksi, kot za letalsko z Londona. Ja. Pa je tukaj. A greš kam na počitnice? Tako, mislim, a imaš samo to relacijo Dubaj, Portorož, pa ti je to na nek način, da razbijaš to neko rutino? Imam tudi v Opatiji imam hišo. Ampak to večinoma oddajam, no, tako. Jo uporabim zase, ampak drugače pa se oddaja. Kaj pa potovanja, pa to te pa namika, da greš pa zdaj, ne vem. Sej potujem, ampak jaz sem vedno v življenju večinoma, kar sem potoval z nekim razlogom. Nek biznis, pa potem imaš ali kakšna konferenca, ali kakšni poslovni partnerji, pa potem še dodaš par dni prostega časa, recimo. Nisem pa tisti turist, no, da bi pa, ne vidim smisla v tem, da bi hodil neke templje gledati po svetu. To mi pa... Rekel si 27. aprila, rojsten dan. Kako izgleda tvoj rojsten dan? Ja, praznik je na dan, tako da. Dobar, ampak... Dela prosti dan. Ajde, dej nas zdaj pel na žurko. Kako izgleda to? A boš doma? Ja, ravno razmišljam, ne? Okay. Lansko leto sem naredil v Portorožu, eno leto prej v Dubaju, zdaj letos bom pa po mojem da v Opatiji. No. Okay. Ampak bom verjetno počakal še kakšen mesec po rojstvu, zato ker je še vreme. 27. april še ni vreme. Najbolj pa bazen. Za bikini pa za kopalko. Ja. Ali imaš širok krog frendov ali na tako stvar pride ožji krog ljudi? Ja, lansko leto sem kar veliko povabil, bilo polno ljudi. Mislim, polno, tako rečemo 30. Drugače, zdaj, če bi gledal frende, s katerimi se družim, ne vem, če rabim 2 roke. Ja, skoraj ne, mislim. Pa tudi jaz nisem, meni to se ful neki družiti, pa v nekih družbah biti njimi, jaz sem bolj sam zase. Ne rabim tega, no. Se to mi je hecam, ker to je mal kontrast tega, kakor se te ljudje predstavljajo, pa vidijo v družbi. Ne. Se pravi, vsi mislijo, da te spremlja entourage, 10 frendov, 15 ljubic. Ne vem, ja, kaj ker vidijo, samo takrat te vidijo. Ja, se to. 90% časa te pa ne vidijo, ker si doma. Ali pa po svoje. Pač kaj je to, da ti, kar ti itak sploh ne skrivaš, da se ti enkrat na let se zasidraš na uno jahto gor za 2 tedna, ta informacija nese vsem povsod in to ti pol ostane. Tudi če bi ti... Za večino ljudi to je edina stvar, ki jo slišijo o meni. Seveda, vse to pravim, da ti lahko pol plozaš cel let, da ti delaš to da se voziš po Dubaju z Uberjem, ne? Ampak folk si zapomne jahto, pa private jet, pa Lambota najbrž, pa jih že malo tudi noče zanimati, zato ker ljudi v resnici zanima, ali jih zanimajo pizdarije, pa luksus, pa take stvari, sej, pa babe, tako. Mislim, hočem reči, to ljudje, zato ker pa smo vojeri in valjda te tudi zanima tisto, kar je tep nedosegljivo, ne. In pol valjda tudi ta novica najdle... So trači v bistvu. Ja, pa dobro. Pa sej po moje je tep bolj vseeno za to. Resne stvari povprečnim ljudem niso zanimive, sej če ne bi verjeten ne bi bili povprečni. Ja. Sej, ni. Nekaj logika. Se vsak človek, ki ima nek passion v lifeu, pa se z nečim ukvarja, hiter izstop iz nekega povprečja. Kva se tebi zdi, samo bom še nazaj skočil, ker videl, da sem tleb dal 1 pika
pametna naložba, 2 neumna naložba, če lahko ful posplošiš. Kaj je recimo popoln primer zdaj pametne naložbe? Ja, to se vsi sprašujemo. Ne, ampak eno tako, ki si ti naredil. Kaj je neumna, kaj je recimo neumna naložba? Kaj recimo ti misliš, da ljudje narobe razumejo pri vlaganju svojega denarja? Je neumna naložba stanovanje ali ni? Mislim, ljudje pogosto delajo to neumnost, da razmišljajo v smislu, vsaj izgubo ne bom tukaj. Ok, bom kupil to tukaj, to zdaj ogromno nepremičninskih agentov, ker drugega več ne more res pri teh cenah, rečejo, ampak če to kupiš, vsaj izgubo ne boš. Ampak jaz ne rabim nič kupiti zato, da ne bom izgubil, sej na banki ne bom izgubil. Mislim, teoretično lahko, ampak teoretično tudi komet lahko pade na to hišo, ki mi jo hočete prodati, pa jo bom izgubil. To bi rekel, ljudje. Pa ljudje ne upoštevajo inflacije. Ljudje ne upoštevajo. Ko nekaj kupujejo, nihče ne računa, da more ta stvar prenesti trenutno 10% letno, da si sploh na nuli. Če imaš ti 10% inflacijo, kot jo trenutno imamo, ti moraš 10% na let zaslužiti, da ohranjaš isto vrednost, kot jo imaš. 20% pa, da si naredil 10% plusa realno. To noben ne razmišlja. Vsak kupi eno nepremičnino, pa računa, jaz sem zdaj to kupil, zdaj bom pa dobil 400 € na mesec. Dal je pa ne vem. Veš, v 200 letih bo dobil nazaj to, kar je dal. A pa si kdaj v avtih razmišljal kot naložbi? Ja, to je bilo zdaj popularno med COVID-om, ko so bile te čakalne vrste, ko so itak naprintali toliko denarja, da pač tisti, ki so ga imeli, ga imajo zdaj še toliko več, da pač pokupijo vse, kar lahko pokupiš, ker itak denar sam po sebi, zdaj se vidi, inflacija je rezultat tega. In pač jaz vidim, recimo tudi privat aviacija, private jeti, vsi te avti, to, prej smo se pogovarjali, recimo NetJets, ki je največji nekako operater zasebnih letal, sploh v lanskem letu ni sprejemal novih strank, samo še obstoječe, če hočeš nova stranka, ne moreš. Ker so imeli tako zasedenost, da ne morejo, ni dosti zasebnih letal. Če hočeš kupiti zasebno letalo, prideš tja, vse je razprodano. Z jahtami je podobno. Jahte, vse. Lansko leto hočeš rezervirati, ne vem, hočeš najeti čarter jahte na Hrvaškem, ni, en teden tam v septembru lahko. Za nek San Lorenzo se čaka, ne vem koliko. Ja, ampak to nikoli ni tako bilo. 3 leta, 4 leta. To je zdaj kar v nekaj letih. Vse isto z urami. Te ure so tudi pač nek balon, neka norost, ki pač te proizvajalci umetno, tako so z diamanti naredili, delajo s temi urami. Ura je vredna nekaj 1000 €, skoraj vsaka. Mislim, zdaj razen kakšni posebni pisi, ampak nekaj 1000 € je vredna taka dobra ura. Posebna ura, ja. Zdaj oni ti jo pa prodajo za 20, recimo. Kaj ti rečejo, sej to bo šlo še gor. Čez eno leto bo 25, pa je res 25, ampak to se nekaj let tako vleče, enkrat je pa konec, pa tudi za 5000 več nimaš, kako mu prodati. Sem jaz prav, da si solastnik privatnega letala, ga najemaš. Kaj je v bistvu bolj pametno, kakor veliko letiš? Zdaj uporabljam, več stvari sem uporabljal, ampak zdaj uporabljam NetJets pa FlexJet. Tako da to so te to je najboljša varianta. To je tako Uber pa Karim. Mislim, to je isto, kot da bi imel svoje letalo. Sam brez obveznosti pa brez težav. Vse tako kot pri avtih, leasing pa to, pa imaš servise, kdaj štete, pa tako naprej. Pa vedno dobiš svoj avion ali pa če vedno je v floti, imaš na voljo. Različne variante imaš. Ti imaš lahko zakupljen določen tip letala in oni imajo, ne vem, 50 teh letal in zdaj dobiš enega od teh 50, ampak točno to znamko, ki imaš ti zakupljeno. Oni jih pa handlajo, ampak oni ti garantirajo, jaz sem lahko kjerkoli v Evropi in imam e-mail, imam telefon, kontakt in pošljem, jaz hočem leteti iz Amsterdama, ne vem, v Ljubljano jutri pa v Ljubljano želim pristati ob 2:30, recimo. In oni vse naredijo. Pa v tem hotelu sem in sam sporočijo, jutri bo v tej uri avto pred hotelom in te odpelje na avion in letiš in rabiš še v Ljubljani, da te kam odpelje. In ti vse zorganizira. Koliko košta en tak let iz Ljubljane v Dubaj, recimo? Mislim, Dubaj je... Ampak kam drugam si vseeno? Ne, razlika je, jaz ko letim v Dubaj, letim pač vzamem first class Emirates,
Ne letim, sem letel kdaj privat, ampak večina, če nas je več, če grem sam. Brez veze. Je to dober servis, da se ti ne splača najemati. Ne? Mislim, dejansko je first class na Emirates je isto, kot če greš privat. Ja. Ne vem, ne vem, kakšna prednost je. Če greš sam, ni nobene prednosti. First class je koliko 5, 7 €, 10? Ja, v eno smer nekaj. Okay. Ja, ne, 7 ni, 4-5 recimo. Mislim, da 20,000 dirhamov 4 je razmerje. No. Private jet je pa Ampak koliko, čakaj, 20 €? Ljubljana ni povezana z Dubajem. Mislim, je Ne, Fly letiš Dubai. v Kaj greš? Benetke ali pa Benetke, ja. okay. Venisma, ja, Emirates. Mislim, iz Ljubljane imaš Fly Dubai, tam nimaš first class, imaš sam biznis, kar je, tudi ni slabo, ampak jaz tudi, če sem v Portorožu, so mi Benetke, so mi skoraj ista časovna oddaljenost od Ljubljane za boljši servis. Emirates je boljši servis od Fly Dubaja. Ampak ne, hotel sem reči to. Po Evropi letim s privat, zaradi tega, ker za recimo te lete do 5 ur, kar Evropa je, ne, cela, lahko letiš z light jeti. Light jet so te mali za 6 ljudi, kjer tudi ni višina not, da stojiš, moraš imeti sklonjeno glavo, recimo, če ostaneš. In to ima doseg cele Evrope in to recimo zdaj tako zelo čez palec stane 5,000 € na uro, da letiš. Če pa želiš leteti v Dubaj, pa te light jeti ne pridajo do Dubaja. Rabiš nek mid-size, kjer imaš že stojno višino, je toliko večji, pa stane 9-10,000 € na uro. Pa 6 ur je do Dubaja, 60,000 € eno smer, 60 za nazaj, to je preveč. To, sej tam noter gre pol 12 ljudi, ampak če si pa sam, pa kaj ne zdaj tam noter za tak denar. Kakšna igrača, ki si jo še ni skupil, pa zdaj skozi gruntaš? Recimo pri meni tako, da jaz hočem. Ne. Jaz recimo že nekaj časa gruntam, kdaj si bom PlayStation kupil. Ne? Ampak, veš, jaz zdaj gruntam, zdaj bom jaz vprašal. Jaz zdaj gruntam, s čim bi lahko jaz zamenjal BMW Z4? Znova Z4. Dobro, Z4 je bil zdaj, veš kaj, zdaj prenovljena, ja. Same skoraj ista. Ja, veš kaj, malo spremenijo materiale, malo luči spremenijo, to je pač vsakom avtomobilu je to zelo podoben. Pač ima se, pa update se veš, umestnik, pa ti reči, v osnovi je to praktično enak avto in nima, da nima smisla. Včasih so še pri facelift še lepši, ker so bolj preprosti. V bistvu te mid-size roadsteri izumirajo. Ni jih, ker zdaj ga že imam, mislim, da zdaj bo 3. leto in mi tudi že nekdo ponudil, imam že kupca, sam jaz nimam alternative, ne vem kaj bi. Moraš iti številko večjega. Jaz sem hotel predlagati. Drugač mi je Mercedes, isto Cabrio, ta GT, zdaj ne vem, kjera verzija v Cabrio obstaja. Jaz ne bi GT. Mi je ful dober. Sam, kjer pa je Mercedes? C? A je? Drugač. Dobiš kabriolet. Sam je pa res, da to je pa že večja krava, to ni tako živaški avto, veš. Mislim, se dobiš. Mora biti zabaven. Pa da ima zadnji pogon, recimo tudi. AMG GT Roadster, ne, dobiš, če se hočeš iti. Čeprav GT ne vem, ali ima vse 4 ali ima sam zadnji. Vse 4, ampak hočem reči, AMG GT Roadster, to je že Bentley, to je že tip Bentley. To je full draž. Ne, drugače jaz ti enega kjer je všeč, pa sem ga par dni nazaj vozil, 718 Spider, Porsche. Ja, ampak koliko je to cenovno? Zdaj boš pa Ne, jaz bi rad v istem rangu. Ne, jaz bi rad v istem rangu, zaradi tega, da ga imam za trgovino, pa da ga ni škoda. Ja, zdaj 4 je od 60 do 80, recimo. Ja, recimo do 100 €. Dobar, malo čez je, no. Jaz mislim, da vseka čez, ampak je pa noro zabaven avto, pa te velikosti je, pa res je ta prav. Za hrbtom imaš flat šestak, 420 konjev, zadnji pogon. Krasno se pele. Brutalno poje, tako dere se, tako lepo, mislim, pa predvsem se lepo pele. Tukaj v voznih lastnostih je to totalen upgrade, ne v obdobju. Čeprav Porsche so tudi na slabih podlagah stari, oni imajo podvozje tako poštiman, ker pri Z4 se moraš ti odreči, verjamem, da ti zdaj s tem avtom ne derkaš, ne? Verjamem pa, da lahko počasih pa hočeš tudi malo hitreje pelati, ne? In Z4 tukaj do neke mere ti da, od tam naprej pa pol Porsche prevzame, ne? Na nek način, ampak Porsche ti pa da manj tega, bom rekel, samo on ima zadnji pogon ali? Ja. Ne vem, in motor je zadnji, čist za tvojim hrbtom,
V bistvu je zadnji sredinsko nameščen. Ja. Se to imajo vsi, ne? Mislim, večinoma. Ja, včasih je imela kariera. Kaj pa Kajman ali kaj je? Kajman pa ni Kajman je pa v bistvu zaprt Boxster. To če ti hočeš dati streho dol, potem nimaš pri Kajmanu kaj iskati. A Boxster še obstaja? Ja, 718 Boxster, ja. Pa imaš ta varianta, ki je pa Saša rekel, je pa Spider, je pa še drugače oblikovan zadnji del. No. Ti hočem sliko pokazati. Bolj seksi je, no, tako. Zdaj gledate za tiste, ki poslušate pod na audio kanalih, zdaj brskate po zaslonu. Ja. Če lahko skočite na YouTube pogledati. Na papal gor slika. Ja, točno tako je. No, to je pa res ena dobra varianta. Drugače pa veš, kjer se mi zdi še tam mogoče malo dražji, pa ni, je pa zelo fin, pa zelo redka izbira, pa ni brez strehe, je pa Lexus, zakaj se ne spomnim, LC Coupe. To sploh ne vem. V glavnem, krasen. Pa sploh ne vem, sploh te oznake z številkami. Jaz sem tudi pri Lexusi sem malo zgubljen, ampak ja, vem, kjer ki si ga ti imel, dobro zgleda na cesti. Ampak ti hočeš brez strehe, ne, tudi. A ti je to prioritet? Se jaz imam skozi streho gor. Sam, feeling. Ne vem, moje 3-krat sem jo dal dol. No okej, pa je še kakšna igrača? A ne, a veš zakaj je dobro, da nimaš strehe. Enkrat sem kupil v Portorožu polet, sem kupil metle. Tako smo jo suho robo. Ko naj dam metle za štirko in se dal streho dol in metle nazedeš in to je to. Lej, tole je Lexus LC, lahko ga kupiš tudi z V8 motorjem, sam je pa dražji. No. Je pa coupe, je pa krasen avto. No. To je tako malo drugače, če nočeš na prvo žogo. Ma, po mojem bom kar obdržal. Pa zdaj imam tako fajn zlizane zadnje gume, da če daš pada, da se lahko igram. Bomo ti nekaj zrihtali. Ej, a smo prišli do konca, kva? Ja, koliko časa pa klepetamo? Ne, čakaj, ideme še za nautiko mi povej. A te to rajca, tako da te zanima tudi pač nautika kot nautika, da bi imel, ali ti je to samo tako, da malo pobegneš, pa da se imaš fajn? Bi imel samo tisto, tako, ki bi imel, bi mi to preveč denarja. No. Tako, to je rang 20 milijonov evrov. To pa, pač, lej, to pa... Pa ta servis najema pa rentanja je boljši pač enostavno, glede na tvoje potrebe, ne? Ja, pač greš, prideš skupaj, se izplača se, najbolje vse dobiš, nobenih skrbi, tako kot z letali. Tako kot z letali, ker vsak kup letalo, potem jokajo na letališču, ki ne dela, pa ne more leteti, pa gre pa za navadno karto kup pa leti. To tega je ogromno, ne? Imaš ti net jets, briga teče, ne dela, morajo pripeljati drugega. Ej, a smo kdaj na ladji že kakšnega slepega potnika ali pa potnico? Veš, tako, da se slepi, kaj? Ne, da se kar način, da slepi. Ne, to vem, da ne, ampak... Da se kdo kar najde, tako je, čak malo, samo ti pa nisi... Se ne more, mislim. Ja, enkrat so eni mulci kar prišli gor, ampak se tako iz posadka se to video, ima kamere, to je takoj prže dol. Kako so pa mulci gor prišli, kaj to pomeni? Ja, ni, imeli smo to, pač ta mostiček smo imeli spuščeni, smo bili parkirani na Hvaru, ne. Se sploh niso bili naši, so bili neki Angleži. Ja, sej itak. Sem vedel, da je tukaj ena zgodba mora biti. Ja, ne, pač... Ampak je tako v 5 sekundah je prišel ta pomočnik kapitana, ki je sam zmetal. Tam gre. V bistvu sploh še niso stopali na jahto, še na mostičku smo bili, hrvani še nazaj je porino. Jaz sem bil lani na Hvaru in sem videl, da ta Hvar se je toliko spremenil. To je na 15 minut prihaja oni katamarani, polni pijanih Angležev in je tako... Oni pridejo povsod, oni morajo povsod. Ma vem, ampak ni več te romantike. No. Pa sem bil pa... Tudi v Dubaju so. Vem, pa sem bil pa oktobra na Hvaru, pa ni več turizma, pa nič, pa samo še z lokalci in je bilo top, tako pač vrhunsko. Tisti dobri stari Hvar. Mislim, sej ne vem, jaz na Hvar nikoli nisem bil tako prej, no, zdaj. Ampak si pa na Jadranu, ne? Ja, ne, sej v zadnjih letih, vedno, ko smo na jahti, gremo tudi na Hvar. Ampak pred, ne vem, 10 let nazaj, ne vem, kako je bilo. Tako da. Ja, dobro. Sej smo kar pridni, koliko smo? Uro 20. Pa je čas za naše vprašanje, kako vsak mu postavimo, čeprav si že prej ne povedal, mogoče pa ni to Citroen Xara, ne? Kaj je bil tvoj prvi avto? Ja, Citroen Xara, ja. Citroen Xara, vseh nisem imel veliko. Citroen Xara sem kar dobro zgonil. Ja. A to je bilo od unga denarja, ki si postavil spletne strani? Ja. To mislim, da je bila, ne vem, 6,000 evrov, mislim, da je bila. A je bila zlata? Ja, je bila kar nova, jo je imela ena mama. Ne, barva, veš, kaj so bile zlate? A ja, ne, to pa ne vem, če obstajalo. Srebrna je bila.
Srebrna, ja. Zlate Takrat so je bil bile. McLaren, pa to Formula 1. Ciril bo zdaj prilimu Zlata zlato, puščica. ker vem, da so bile ful lepe Jaz zlate. svoj gruntam, ok, Ne, srebrna. Dajmo dol. Srebrna. Ne, ja, še to, ko si ti, kaj je bil tvoj prvi major buy? Tako, a si imel kakšen spending spree, si rekel, ok, zdaj le bom pa. A je to avto bil? Ja, major je bil Tesla S. To je bil in avto, in med ostalimi stvarmi je bila to prva stvar, ki je bila tako 100 jurjev vredna. Ja, razumem. Ja. Predtem pa Xara. RX-8, ko sem imel, Mazda. Kaj? Bra, stari, zdaj si pa še dodatne pike, kljub se delam, hej. To bi imel kar spet. Ja, vse je krasno. Dobro dobo. Ampak iz Če bi katerega nove naredili. iz katerega vidika te je prepričala? Zaradi motorja? Cena performance. Aha, ok. To je bilo še takrat, ko nisem imel denarja. Ne vem, za 5006 za tak rang si dobil avto, ki je v bistvu litko kot za ta Z4, za 6. A pa si se kje vrgel v tehniko? Sem vedel, ja, potencialne probleme, ampak jaz jih nisem imel. Jaz sem tudi pač tako, malo se pozanimal, tako da sem ga tudi vozil. Ne vem zdaj točno vse, kaj je bilo treba paziti, ampak sem pač upošteval vse priporočila strokovnjakov iz forumov na internetu, kar se tega rotacijskega motorja tiče. Zakaj se je pa Tesla prepričala, oziroma pol mogoče tudi? S čem te je razočarala? Vse mi je razočarala, me ni. Prepričala me je, takrat je bil to čisto nov avto, to so bile prvi S-i. Nekako mi smo bili v tem Bitstamp, tehnologija, vse to, se mi zdelo, da gre to nekako skupaj. Električni avto, sploh tak, v bistvu, to je bil prvi zanimiv električni avto, vsi ostali so bili brezvezni, zdaj smo še danes večinoma. Še danes je Tesla edini avto, ki ga bi v bistvu hotel imeti, vse ostalo je tisto. Taycan? Bi imel, ja, ok, dobro, ne vem. Ja, ok, mogoče zdaj pretiravam, zdaj mogoče že kakšen, ampak 2 leti nazaj pa res ni bilo nobeno. Se strinjam. Cool. Oh, the best. Ej, drugač, ful ti hvala. Te še kar ne vem, kaj za štirko naredim. Jaz sem mislil, da mi boste povedali tukaj, ki ste strokovnjaki. Dobil si priporočilo Lexus, Porsche. Ja, kar sem zvedel je to, da ni več teh avtov. Da izumirajo. Ti nam nisi povedal, kaj je pametna naložba, mi ti nočemo povedati, kaj je, a veš, kaj je ena. Ja, tako da to je to. Plači pa už slišal. Stari, hvala, ker si se oglasil. Ti dam OnlyFans, pa se je naroč povedal. Ej, ful hvala. Ja. Okay. Super. Dobro smo speljali. Hvala za vabilo. Dobro smo speljali. Kva si me sezul z Mazdo, stari, zdaj na koncu. Ja, jaz sem pa kar na novo zaživel dodatno. Vse, kar si povedal, sem jaz nekako vedel, se res Tesla, vse se spomnim, da je imel Tesla. Mazda pa res še nekjer ni, da bi bila rumena ali rdeča. Ne, ampak to je tak avto, ki je res kar ga je skupil tak avto. Veš, tako jaz ne vem, kako si se ti v ta avto spotaknil, ker to je tudi cel svet problemov potencialno, pa voda žre, pa to tret, ampak a veš, pa una vrata samomorilska, da si rekel, fakt, tole hočem. Ampak koliko je bil takrat poseben ta avto? Jaz se spomnim, še zdaj je poseben, sem dobro rekel. Jaz sem bil pri avtomagazinu, mi smo šli prvo iskat v, kje so bili oni v Nemčiji? Minhanu? Kelnu so bili in smo šli v Keln iskat prvo rumeno, rdečo, smo pripeljali, sem rekel, to, ko si pripeljal, to je bilo, wow. Ja, veš, pa zadnji pogon, pa vse, to je tako. Kako se je drl, Ja.